Spoštovane in spoštovani, lep in prijazen večer vam želim. Ob Satonu dneva vam tukaj prikazujem palače v Schönbrunnu. To so bile letne rezidence nekdanjih avstro-ogrskih cesarjev in tukaj so se ob koncu tedna dobivali, drugače pa so živeli v središču mesta, kjer so uredovali, in sicer tam, kjer se nahajajo palače Hofburg. Danes se te palače uporabljajo za muzeje in za različne druge namene, knjižnice in seveda tudi poslovne objekte. No, vrnimo se k tej palači. Ta palača ima ta osrednji del z velikim dvoriščem in z temi dopolnilnimi objekti tukaj na levi in desni strani, pa jih pokažemo, z velikim področjem za sprehajanje. Poglejmo še na to stran in seveda tamle desno in tukaj levo so lahko tukajšnji prebivalci stopili na področje vzadaj, kjer so v bistvu bili v glavnem vrtovi, zanimivi parki, ki so še danes, in seveda na vrhu tega parka navkreber je zanimiva še ena mini rezidenca, bolje rečeno prostor za letno zbiranje ali pa poletno zbiranje, imenovano Gloriete. No, danes v tem parku se sprehajajo ljudje iz vsega sveta, prihajajo v te sobane, si jih ogledujejo in seveda tudi zato plačujejo vstopnino. No, to je, vidite, že ena družin, ki v bistvu si je prišla pogledati znamenitosti Schönbrunna. In še ena zanimivost, vsako leto, če vse posreči, v parku zadaj za tem dvorcem, park je velik, pripravljajo znameniti dunajski filharmoniki znameniti koncert, poletni koncert, ki je vedno brezplačen in je namenjen meščanom Dunaja in seveda obiskovalcem, ki se takrat nahajajo v Dunaju. Tisti, ki pa se ne, pa lahko ta koncert spremljajo preko nacionalne televizije ORF. Tudi letos bo tako, in sicer, kot rečeno, 16. junija ob 21. uri. Zraven bomo in poročali bomo, kako je bilo in koliko gledalcev je obiskovalo po 2 letih različnih karanten. Preprek spet koncert na prostem, ki bo res odmeven. Se gre za znamenite dunajske filharmonike. Lepo se imejte, spoštovani, to je bil kratek utrinek iz področja palače Schönbrunn. Nasvidenje.